spoštovani gospod minister za obrambo, gospod Roman Jakič, spoštovani visoki gostje, spoštovane občanke in občani občine Kamnik. Prisrčno vas pozdravljam tukaj pred spomenikom našega velikega rojaka Rudolfa Maistra, ki nam je obranil dobršen del našega ozemlja in težko si predstavljamo, kaj bi Slovenija danes bila brez tega. Spoštovani župan Kamnika, gospod Šarec, kolegice, kolegi, spoštovani predstavniki Zveze društev generala Maistra, spoštovane Kamničanke, spoštovani Kamničani. Počaščen sem, da je prva priložnost, ob kateri smem kot minister za obrambo nagovoriti širšo javnost prav praznovanje obletnice rojstva generala Rudolfa Maistra in seveda praznik občine Kamnik. Veselim se današnjega dogodka, saj general in pesnik Rudolf Maister, osebnost, ki je pomembno ter trajno oblikovala našo vojaško in državotvorno zgodovino in si zasluži vse naše spoštovanje. Prepričan sem tudi, da je general Maister eden od najmočnejših vzornikov pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske. General Maister je bil namreč izobražen in izurjen vojaški poveljnik, ki se je v vsem svojem bistvu zavedal, da je njegova temeljna naloga obramba domovine. Imel je majhno vojsko, a je z njo uspel uresničiti ne le to, kar je bilo najpomembnejše v tistem trenutku, temveč predvsem to, kar je pomenilo trajno ohranitev vitalnih interesov za slovenski narod tudi v prihodnosti. Imel je samozavest, utemeljeno na stvarnem poznavanju mogočega razpleta, in imel je pogum za uresničitev cilja, v katerega je verjel. Pogum, da v sovražnem vzdušju in na videz brezupnem položaju, v katerem sta bila Maribor in Štajerska v propadu Avstro-Ogrske, svojimi borci, ki jim je zaupal in ki so zaupali njemu, omogoči Slovencem predvsem prevzem vojaške oblasti v Mariboru, obrani našo severno mejo in s tem v mednarodnem okvirju začrta mejo nove države. Imel je torej moč duha in pozitivno energijo, ki sta premagala občutek nemoči ter opravil zgodovinsko nalogo. Čutil in vedel je, kaj narod v tistem trenutku potrebuje, prevzel je ta izziv nase in svoje soborce popeljal v zmago. Prav je, da smo ponosni na generala Maistra, njegove soborce ter njihov neprecenljiv prispevek za narod in državo. V slovenski zgodovini je bilo več takih trenutkov, na katere smo lahko upravičeno ponosni in ki so omogočili, da danes živimo v samostojni in suvereni državi. Naj zato seveda omenim borke in borce narodno-osvobodilne borbe. Mnogi so med drugo svetovno vojno dali življenje za našo svobodo. Tudi pripadniki teritorialne obrambe, predhodnice sedanje Slovenske vojske in takratne slovenske milice so tvegali svoja življenja v osamosvojitveni vojni in ga žal nekateri morali tudi žrtvovati za to, da je Slovenija postala samostojna država. Danes živimo v združeni Evropi in v bistvu državne meje niso več meje, ki bi nas ločevale. Živimo v miru in ne grozi nam vojaški napad. Sporočilo generala Maistra, da je treba zaupati v svojo majhno, a dobro usposobljeno in srčno vojsko ter vedeti, kaj narod potrebuje, je za nas, ki vodimo obrambni resor, še zmeraj aktualno. Še zdaleč pa nismo brez skrbi, saj se borimo s finančno in gospodarsko krizo. Prepričan sem, in to je tudi usmeritev Vlade Republike Slovenije, katere član sem, da se moramo opreti na svoje sile ter združiti vse znanje, srčnost in pogum. General Maister
se je zavedal, kaj so interesi njegovega naroda. Tudi danes smo mi tisti, samo mi tisti, ki zares vemo, kaj so naše želje in interesi. Seveda pa jih lahko uresničimo le z dobrimi odnosi in s pomočjo prijateljskih in partnerskih držav v Evropski uniji ter v NATO. Drage Kamničanke, dragi Kamničani, generalmajster, vaš častni občan, je Sloveniji zavedno pustil svoj pečat, še posebej štajerski in koroški. Živel in deloval pa je tudi v drugih slovenskih krajih. A Kamnik je mesto, v katerem se je rodil, in v življenju vsakega človeka je rojstno mesto le eno. Zato se kot minister za obrambo zahvaljujem županu občine Kamnik ter vam, drage Kamničanke in Kamničani, da tako spoštljivo negujete spomin na velikega domoljuba in vašega someščana. Ob tej priložnosti naj vam čestitam ob občinskem prazniku in vam v praznovanju želim še veliko lepih trenutkov. Hvala. Spoštovani gostje, spoštovani dobitniki priznanj, spoštovane občanke in občani občine Kamnik. V teh dneh se spominjamo rojstnega dneva našega velikega rojaka Rudolfa Maistra, ki se je rodil in 6 let svojega otroštva preživel v Kamniku. Njegov prispevek Sloveniji je bil velik in nepozaben. Njegov pogum, čut za narodovo identiteto, odmaknjenost od hlapčevske miselnosti in pesniška duša so botrovali odločitvi za zasedbo Štajerske in priključitev tedanji državi SHS in posledično današnji Republiki Sloveniji. Praznik naše občine je priložnost, da pregledamo dogajanje v njej. Kljub slabemu stanju v državi in omejenim možnostim je bilo narejeno veliko. Od praznovanja pred enim letom do danes smo se lotevali različnih področij, najbolj pa smo se posvetili šolstvu. Bolje dolgo čakali na obnovo. Največja investicija je bila 110 tisoč evrov vredna prenova podružnične osnovne šole Mekinje, ki je lani praznovala 100. obletnico delovanja. Prenovili smo tudi podružnično osnovno šolo Nevlje in tam odprli dodaten oddelek vrtca. Tudi podružnična osnovna šola Sela je prišla na vrsto. Največ težav pa so imeli pri menjavi oken na osnovni šoli 27. julij, kjer smo bili zaradi nonšalantnosti izvajalca prisiljeni prekiniti pogodbo, kajti okna je vgradil popolnoma neustrezno, pa tudi rokov se ni držal. Lotili smo se tudi obnove vrtca Pestrna na Duplici. Zamenjali smo ostrešje in okna ter prenovili notranjost. Investicija je bila vredna 140 tisoč evrov. V letošnjem letu nas čaka še ureditev zunanjosti. Tako bo skupna vrednost investicije na koncu približno 300 tisoč evrov. Iz povedanega je razvidno, da precej vlagamo v posodobitve objektov, kajti zob časa je naredil svoje. V letošnjem letu nas čaka tudi obnova podružnične osnovne šole Zgornji Tuhin, za katero pa smo se prijavili na državni razpis, ocena vrednosti se giblje blizu 100 tisoč evrov. Največja investicija v šolstvu pa je tako ali tako osnovna šola Toma Brejca, kjer smo novembra podpisali pogodbo z izvajalcem SGP Graditelj d.d. O tej šoli je bilo že toliko povedanega in napisanega, da pravzaprav ne vem, kaj naj sploh še povem. Morda to, da dela potekajo dobro, glede na vse dejavnike. Izvajalec se sooča s težavami, ki so značilne za vsako sanacijo. Potrdilo se je dejstvo, da je bil objekt v veliko slabšem stanju kot sosednja šola, zato je bilo treba porušiti več, kot je bilo sprva načrtovano.
Streha denimo je bila zamenjana v letu 2006, a zgolj kritina. Izvajalec je naletel na preperilo ostrešje, ki bi ga bilo v vsakem primeru potrebno zamenjati. Skratka, učenci so bivali v smrtno nevarnem objektu, vsaka od nadomestnih lokacij, kjer so zdaj, je neprimerno boljša, čeprav imajo nekateri veliko povedati o tem. Morda še nekaj besed o ceni investicije. Ta znaša 7.969.475,94 evrov z davkom na dodano vrednost in je glede na zahtevnost sanacije in novogradnje realna. Velikokrat poslušamo očitke, da gradimo najdražjo 18-delčno šolo v državi. Šola po izgradnji ne bo 18-delčna, ampak bo štela 23 oddelkov, skladno z demografsko študijo in sprejetim investicijskim programom. Bistveno za investicijo je tudi izplačilo državnih sredstev v višini 3 milijone evrov. Zaenkrat je izplačilo razdeljeno na 5 let. Prvi obrok v letu 2013 predvideva smešnih 70 tisoč evrov. Upam, da se bo to ob posredovanju obeh kamniških poslancev državnega zbora morda spremenilo. Če bi namreč letos dobili vsaj 1 milijon evrov, bi bila slika popolnoma drugačna in posledično tudi dinamika zadolževanja. Kot jara kača se vlečejo tudi težave z vrtci, kjer situacija gotovo ni dobra. Najbolj pereč problem ta hip je vrtec imenovan Trobentica na Fužinah, kjer je šel lastnik v stečaj, zato se tudi ni prijavil na koncesijo. Kolikor mi je znano, je podpisoval tudi pogodbe o zaposlitvi, bilo pa je kar nekaj nekorektnosti z njegove strani, saj je trdil, da ga občina ovira pri odprtju. A to so že druge zgodbe, ki ne pritičajo nocojšnjemu praznovanju. Lastnica terjatev je banka in že tečejo pogovori o možnih rešitvah. Ali bo stavbo na dražbi odkupila občina ali morda kdo drug, se ta hip še ne ve. Vsekakor je cilj priti do 7-delčnega vrtca. Razmišljamo tudi o montažnem objektu v sklopu Antona Medveda, a je problem lokacija. Odkar je šport prišel pod okrilje Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik, so se zadeve začele spreminjati. Sprva smo bili priča nekaterim začetnim težavam, ki pa smo jih v sodelovanju s športno zvezo rešili. Je pač tako, da vsaka sprememba prinaša nekoliko negotovosti, a če so nameni dobri, potem ni težav. Pospešeno tečejo pogovori za odkup zemljišča v Mekinjah, kjer bo stalo športno igrišče. Upam, da bo igranje košarke na cesti enkrat preteklost. Letos žal še ne. Od Fundacije za šport smo prejeli 40 tisoč evrov za obnovo objekta na štadionu Prijateljstva, poskušamo pa tudi pridobiti dodatno zemljišče za lokostrelce, mimogrede jeseni bomo gostili Evropsko klubsko prvenstvo, ki bo sovpadlo z dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Ko smo pri športu, moram žal opozoriti na veliko število neustreznih prijav na razpis, ki ga razpisuje občina. Mislim, da je samo 8 klubov oddalo popolno vlogo. Vztrajanje na pravilnih vlogah ni županova kaprica, ampak smo zavezani pravilom. Saj veste, finančne inšpekcije so v hiši pogost, doslej niso odkrile nepravilnosti, naj tako tudi ostane. Ko smo že pri Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik, ni odveč povedati, da smo na področju turizma naredili nekaj korakov naprej. Smo še daleč od želenega, a vendar. Naj začnem z avtobusno postajo, kjer smo preplastili vozišče v najbolj kritičnem delu in ustavili zamakanje, ponovno usposobili razsvetljavo ter dali postaji kolikor toliko spodoben izgled, saj je že močno kazila podobo mesta. Potrebno bi bilo še veliko, a začetek je. Poleg postaje smo po 20 letih spet usposobili javne sanitarije. Stvari, ki bi morale biti samoumevne, a očitno niso bile. Preko javnih del smo zaposlili 9 ljudi, ki bodo pripomogli k urejenosti mesta, saj je treba prebarvati veliko ograj, kositi travo in pometati. Če želimo govoriti o turizmu, moramo najprej zagotoviti osnovne pogoje za kaj takega.
K turizmu sodi tudi mestni promet, ki je zaživel lani. Govorim seveda o mestno-turističnem avtobusu, ki vozi v Terme Snovik, Kamniško Bistrico, Tunice in v nakupovalno središče Kulandija. Predvidoma v aprilu bomo progo razširili do Arboretuma Volčji Potok in jo podaljšali do trgovine Tuš v Šmarci. Zavod za turizem in šport v občini Kamnik je v decembru pripravil novo prireditev Kamnik decembra, čas veselja. Zaključila se je s silvestrovanjem na prostem. Udeležilo se ga je okrog 3000 ljudi, kar je največ doslej. Drsališče na glavnem trgu je prvič obratovalo do konca zimskih počitnic. Obisk strani šol in vrtcev je bil velik. Natančnejše poročilo bo obravnavano na seji občinskega sveta v sredo. K turizmu gotovo spadajo tudi znamenitosti in ena takih je Maistrova rojstna hiša na Šutni. Letos bomo odprli spominsko sobo, ki jo bo upravljal medobčinski muzej. V predstavitvi pred kratkim smo se prepričali, da bo soba zanimiva za ogled. Polno bo tudi drugega dogajanja. V neposredni bližini stoji župnijska cerkev in pred njo lipe. No ja, so stale. Veliko razburjenja je povzročil poseg dreves strani župnije. Župnija namerava prenoviti trg pred cerkvijo, plošče so namreč že zelo načete, in potem zasaditi nova drevesa. Stara naj bi napadla bolezen. Ena od sramot mestnega jedra je stavba nekdanje knjižnice. Fasada odpada, okolica je neurejena. Zato lastnika z tega mesta pozivam, naj vendar stori kaj. Ali naj zadevo obnovi, ali pa naj jo proda komu, ki bo imel več čuta za urejenost. Mene osebno bi bilo pošteno sram, če bi bil lastnik tako zanemarjenega objekta v središču mesta. Za vse pač ni kriv župan. V bližini omenjenega objekta stoji železniška postaja, kjer smo priča zgodbi o uspehu. Pod okriljem Centra za socialno delo Kamnik v njej eno leto deluje dnevni center za osebe s težavami z duševnim zdravjem, imenovan Štacion. Gre za primer dobre prakse, ki je pritegnil zanimanje tudi sosednjih občin. Večna tema je tudi Stari grad, kjer je zadeva naslednja. Najemnik je izgubil odškodninsko tožbo zoper občino na okrožnem sodišču, pritožil se je na višje sodišče in drugo leto ob tem času vam bom, glede na hitrost odločanja, morda povedal kaj več. Več razlogov za veselje nam nudi tudi družba Velika planina d.o.o., kjer počasi zmanjšujemo izgubo. Lanska izguba je znašala 50 000 evrov, leto prej še 70 000 evrov, da v letih prej niti ne govorim. Vsako leto iz proračuna namenimo 200 000 evrov sredstev, ki pa jih ne namenjamo za pokrivanje izgube, ampak za investicije. Ponovno smo postali lastnik zelenega roba in lokala na zgornji postaji gondole Skodle. Na sodišču poteka mediacija v zvezi s Šimnovcem in spodnjo postajo, kjer so parcele pred leti na čuden način prešle v zasebno last. Če bo mediacija uspešna, bomo v doglednem času postali tudi lastniki spodnjih parcel in se bomo lahko začeli pogovarjati o resnem turizmu, ki si ga vsi tako zelo želimo. Skratka, če povzamem dogajanje na Veliki planini, s težavami pridobivamo nazaj tisto, kar je nekoč že bilo naše, a je v čudnih okoliščinah prešlo v zasebne roke. Govorilo se je o Rusih, Kitajcih in Arabcih kot investitorjih, a danes kaže, da smo v danih okoliščinah tudi sami lahko uspešni, če delamo s čutom za dolino Kamniške Bistrice. Če bomo hoteli pridobiti kakšnega partnerja v prihodnosti, bomo morali najprej zadeve spraviti v red, a 15 000 prepeljanih potnikov v enem poletnem mesecu je razlog za optimizem. Ko nam bo zakonodaja dopuščala pobiranje takse na drugi strani območja, kjer je cesta, in ko bomo omejili promet, se nam pišejo boljši časi. To pa je povezano z regijskim parkom, ki bi se raztezal čez več občin. A to je tako, kot če gresta dva na večerjo. Morda dobita mizo tudi brez rezervacije, če jih gre pa 10, se pa že treba malo smeniti. Ob koncu pregleda dogajanja ne more mimo projekta Okusi Kamnika, ki ga vodi Zavod za turizem in šport v občini Kamnik.
Gre za izbor tipičnih jedi z območja kamniške občine, ki jih bodo gostinci vključili v svojo ponudbo in s tem pripomogli k promociji kamniškega turizma. Po besedah etnologa dr. Janeza Bogataja, ki je usmerjal projekt, smo ena prvih občin v Sloveniji, ki smo se zadeve lotili na to vrsten, sistematičen način. Naše jedi bodo predstavljene tudi v knjigi Okusiti osrednjo Slovenijo. Zbližujemo tudi podeželje in mesto, a ne samo z besedami, predvsem v praksi, kar boste okusili tudi na nocojšnji pogostitvi. Spoštovani, Rudolf Meister je imel pogum za uresničitev ciljev in po vsem povedanem je jasno, da ga imamo tudi mi, občanke in občani občine Kamnik. Nismo povsod briljantni in uspešni in to tudi priznamo. A prepričan sem, da je uspehov več kot neuspehov. Problemi so za nas dodatna motivacija za iskanje rešitev. Zahvaljujem se vsem svojim sodelavcem, ki se vsak dan trudijo za izboljšanje kakovosti življenja občank in občanov. Vseh ne bomo nikoli zadovoljili, tega se zavedam. Izposodil si bom del včerajšnje kolumne v Nedelu avtorja Borisa Ježa. Upam, da sem vir navedel dovolj natančno, da me ne bo kdo obtožil plagiatorstva. Začne zgodbo, ki gre takole. Judovska babica gleda vnuka, ki se igra na obali, ko nenadoma pride ogromen val in ga odplakne v morje. Moleduje: prosim, Bog, reši mojega edinega vnuka. In res pride ogromen val in dečka nepoškodovanega vrne na obalo. Babica pogleda v nebo in reče: tudi kapico je imel. Mislim, da dodaten komentar ni potreben. Dokaz za vztrajnost so tudi nocojšnji nagrajenci, vsak na svojem področju in vsak od njih bo priznanje prejel zasluženo. Iskrene čestitke dobitnikom priznanj, vam, cenjene občanke in občani, pa zahvala za vse, kar dobrega storite za našo občino, vsak na svojem področju. Občina Kamnik je lepa, naj bo v prihodnje še lepša. Hvala.